Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Torek, zadnji dan, ko je bil naš jutranji gost, moderator Marko Fras. Kak sva se imela, Ema? Zelo fajn, te bova pogrešala. Si se imel fajn? Ja, hvala lepa za... Da ne bo Medvard jezen. Ne, mislim tudi, če bo, ne bo povedal. Ne, ampak nima zakaj biti jezen, ker naslednja 2 dneva pa bo jutranji gost, moderator Tomaž Medvard. Tako je. Okay, tako da že napoved, kako bo to jutri zjutraj in kak je Medvard tečen na vse zgodaj. To bomo skupaj ugotavljali. Tako da, če ste danes zamudili, prisluhnite podcastu totega jutra, sicer pa se veste, spet jutri zjutraj o 5:30. Danes gremo skupaj v ta torek, veseli smo, da ste tukaj, gremo kljub temu, da je bilo malo deževno, pa še bo deževno danes. Ja, tako ne je to razlog, dopust se verjetno že voha. Ja, razen tisti, ko so že prišli nazaj. Ne. Kaj imamo danes tu? Frasovo minuto bomo imeli skozi vso jutro. Fras tudi danes kot zgleden gost pripravlja dar. Kdo bo danes na tapeti, včeraj je bila Ema? Ne bo noben na tapeti. Danes je bolj tak, kako bi rekel, poučno, izobraževalno zabavno. Lepo. Govorili bomo malo o verjetno najbolj aktualnem filmu, ta trenutek enem najbolj pričakovanih filmov leta 2026, to je Odiseja Christopherja Nolana. Pa recimo Ema bo povedala 3 stvari, ki so to poletje pri Gen Z najbolj in. Tako. In to samo v naslednjih 40-45 minutah, kar sem povedal. Poslušajte vsi. Da boste vedeli. Ja. Evo, to je to. Kak ste? Vrej, ne? Vrej. Super, ne vidva, poslušalke in poslušalci. Vrej. Dobro. Fajn je vedeti, da sta tudi vidva. Malo še moramo o svetovnem prvenstvu v fuzbalu. Prva in glavna novica je, in to ni nepričakovano, je pa fajn, tudi Slovenci smo tam zmagali, oziroma Pobrežje je zmagalo, ker je Slavko Vinčič bil razglašen za najboljšega sodnika na svetovnem prvenstvu. Bravo, Slavc. Še enkrat, res vrhunsko, ne? 0. Res, to je pa... Mislim, če po čem si bomo potem zapomnili to svetovno prvenstvo. No. Veš, ker... Kaj no? Je pa se še dosti drugih stvari. Neymar, ne? Samo moram nekaj povedati. Ja. Včeraj sem pozabila omeniti Gavija. Gavija, ok. Tudi Gavi je v ožjem izboru. Ja. Ampak nisem špilo in me malo razjezil. Zakaj ti ne zbiraš sličic, oziroma zakaj jih nisi? Da bi jih gledala vsaki dan? Zato, ker ima moderno tehnologijo. Lahko gleda tudi videe. Boljše. Razumeš? Ok, to že verjetno veste, da je FIFA zabeležila 15 milijard prihodkov. Kar so presegli so osnovni načrt je bil 11 milijard. Okay. Predvsem zaradi jasno dinamičnega oblikovanja cen vstopnic. Kako si bojo razdelili, fajn to tek 4. In provizije od preprodaje vstopnic. Oni so še dobili provizijo, koliko so... Ja. In zdaj medijana cen vstopnic, torej srednja cena. Kaj mislite, koliko je bila za karte? Ja. 8.000. Za finale. Ja, za finale. Medijana. Nimam pojma, ampak recimo bom rekel, ne vem, 6,5. Okay. Srednja cena ima, srednja. Ne najvišja, ne najnižja, srednja. 20. Ne, ni toliko. Je pa $10,800. Srednja cena, pa sta videla, kakšen stadion je to? Ja. Več kot 80,000 ljudi je bilo tam, zdaj pa računajte. Ja, lepo. V ZDA naj bi ustvarili za okoli $20 milijard gospodarske aktivnosti, pri čemer so največ jasno profitirali gostinci, hvala Tartan Army, pa mali Sašo Dobnik. Izjemna poraba piva. Ne, v Ameriki na nacionalni ravni je zrasla recimo za 4%, v mestih, ki so gostila tekme, pa za 14%. Veš, kaj je to? Tudi oglaševalci so se kar izkazali, naj bi pač znamke za oglaševanje med prvenstvom zapravile 857 milijonov, ker je bila cena reklame recimo na Fox Sports, ki je imela pravice v Ameriki, polminutni oglas
je stal od 300 do 500 tisoč. In izjemno visoka je bila tudi prodaja originalnih, pa tudi ponarejenih dresov. Veš, ko si videl Argentinca, ko je gor pisalo Messi z Y. Na onih štantih, ne? Ja, da se ne pogovarjamo o stavnicah, ne? In pa o milijardnih minusih za delodajalce. Samo ker podatki, ki so pač iz držav, kjer so bile tekme svetovnega prvenstva, zaradi ogleda tekem med delovnim časom so recimo ameriška podjetja zaradi padca produktivnosti izgubila ocenjeno slabih 12 milijard dolarjev. Milijard? Ja. Mislim, nore številke. Ja, pri njih je bilo v takih urah, ja. Ja, da si lahko, ne? Službi. Kdo bo te delo? Ja, logično. Če je fuzbal, halo, če je svetovno prvenstvo. Eden najbolj pričakovanih filmov leta 2026 je bil, zdaj je že na sporedu v Mariboku, imeli smo tudi filmsko premiero pretekli teden, Odiseja Christopherja Nolana. Vrhunski film, predlagam tudi, če ste fan dobrih filmov ali pa vas zanima, kako se da še v 2026, no, dobro, to je bilo 2025, ko so jim to snimali, verjetno malo že v 2024, kako se da narediti film brez CGI-ja, še vseeno, brez te moderne tehnologije. Vidiš, to me je presenetilo, če reko si omenjen, smislo, da je CGI. Ne, mislim nekaj malega, verjetno, ampak čisto malo. Vse je posneto v realnih okoliščinah, na realnih lokacijah, snimali so od Islandije do Maroka, fulenih lokacij. Ja, in so rekli, da je čisto drugače, ko ti prideš na neko lokacijo, pa tam delaš, kot pa če bi pripeljal Joža kup mivke, ne, pa v studio dol na tla vrgo, pa bi zdaj se tu mi borili. Tako da že to je ena tak posebna stvar, ampak kar je pa res posebno, zdaj film ni bil poceni, 250 milijonov dolarjev je bil proračun in pazi, točno 3 dnevi so bili potrebni, da je že not prinesel proračun. Spravo nazaj. Ja, zdaj pa producenti že štartajo kombajna, zdaj začne mlatenje. Ampak, kot sem rekel, film je res genijalen, če vam je blizu grška mitologija. Jaz vem, da Fraso recimo je. Ja, res je. Ja, meni tudi. Tebi tudi? Ja. Resno. In najboljša... Kako te naj vemo to? Ja, res, ja. Nisi kazala na menih znakov. Ja, enkrat nisi prišla... z kopjem, recimo, da bi lahko, gledajo grška mitologija. Ja, bom jutri. Ali pa z eno krtačo na glavi. Pa s kako belo obleko mogoče. Ali pa to, ja. Ali pa da bi hodila po trgu, pa govorila, ne mi hoditi v kroge. Ali pa da je imela eno oko, recimo. Ne? Ja, lahko. Ja. Ali pa da bi imela brata, ki bi umoril očeta, da bi se s svojo mamo poročil. Vse te stvari, ni bilo nič teh znakov, Ema, ni jih bilo. In tvoja najljubša oseba iz grške mitologije, če smo že pri tem? Jaz zdaj. Verjetno kakšna ženska. Atena ali kaj takega. Ok, Atena, ki jo v Odiseji mimo grede igra Zendaya. Tako. Pravilno, ne? Kak je hot. Lepo. Ok. Se pravim, mi lahko razmišljamo, ampak zares se stvari osmislijo, ko svoje poveše generacija Z. In zdaj, da slišimo 3 stvari, ki so to poletje pri Gen Z najbolj in. Morda ne toliko kot informacija, mogoče, da bomo probali razumeti. Imamo prvo Tomato Girl. To je pač stil oblačenja. Tomato? Ja. Tomato Girl? Ja. Paradižnik? Ja, ampak ni dobesedno paradižnik. Ni paradajz. Ampak pač moraš imeti malo neko rdečo barvo na sebi. Taki chill, soft look. Taki vajbič. Jaz imam v glavi... Ni bil to tvoj profesor fizike, vajbič? Taki vibe Italije je to. Okay. Malo rdeče. Ja. Kjerkoli, karkoli, samo ne. Karkoli, ja. Kak imaš malo rdeče, si Tomato Girl. Tako. Včeraj sem bil Tomato Girl. Ja. Ok, druga je Formula 1.
Ampak to je kriva. Formula 1. Ja. Kaj gledati, moraš, okay? Ne, to je pač kriva od Leclerca. Žena, ja. Žena, ja. Ker se pač ona je ful dobra in se tako ful oblači. Tako, Za razliko od drugih, ki so ful nage, ne? Ne, ona je res taka fancy in pač ta stil oblačenja. Res je zelo, zelo simpatična. Zelo je dobra. Leclerc, ki vozi za katero ekipo, Fras? Nimam pojma, ne spremljam. Ne obstaja ekipa, nimam pojma, za Ferrarija, ne? To so zdaj taki stili. Imam pa zdaj en, ko je Korean Jade. Korean Jade. Korejski žad. Žad ali kot dol vdarjen, kot je Jaded, ne, v angliščini. Ne, kot žad. Kot žad. Ja, in to je pač, vsi pa samo BTS, ne? Ja. Ne. Mislim. Jaz jih prvič videl zdaj v halftime show, prisežem. Videl jih še nisem, slišal sem. Joj, pogledaj, ful dobri. Ja, res ful dobri. Prosti, Ema, ne, pika stop. Pač tak res. Ne, pauza. Ti so verjetno marsikaj zelo uspešni glasbeniki in jaz sem zelo vesel za njih. Izjemno popularni, super, ampak dobri pa niso. Pazi, da samo kaj zdaj, ustavi se. Sem pa slišal že, da imajo svoj BTS army in lahko te pridejo iskat. In jaz sem ena izmed teh. Ti si BTS army? Ja, tako da pazi. Dobro, BTS, Korean Jade, kaj to pomeni? Nekit full noseta iz tega kanala. Okay. In ker pa če en to začel in zdaj vsi moramo imeti. Zdaj vsi morate imeti ta zelene prstane. In kje imaš ti žad? Čakam. Čakaš, Ja, naročil sem. To je bilo zdaj sporočilo, ne? Kje imaš ti? Čakam. Ja, prosim, pogledajte si malo. Ja, ok, vredi. Ne bomo, ampak zanimivo. Ne smeš pa pozabiti, da zeleno je grdo. Ne, ni. Ja. Ne, ni. Ja, pa je. In Maribor? Šampion. Ja. Ok. Hvala ima. Vesoljno ljudstvo se veseli in tudi, čeprav je samo nekaj glav goveda v tem studiu, prav tako, tu je Frasova minuta, naš gost, jutranji gost, moderator Marko Fras in njegov dar, ki ga prinesel v gosti. Zdravo, dobro jutro. Dejan, včeraj si rekel, da zdaj, ko je fuzbala konec, ni nič za gledat. Ni. In sem malo razmišljal in za danes jutraj poiskal nekaj čisto XY športov brez žoge, ki so morda skriti dragulji športnega sveta. Kaj brez žoge? Zato? To so dobri športi. Dobro, in jih boš ti in ostali športni nadušenci od danes naprej verjetno ful spremljali. No, daj. Prvi je ekstremno likanje. To so športniki z likalno desko v ekstremnih okoliščinah likajo. Zdaj, ko so imeli prvo prvenstvo, so recimo likali v gozdu na vrhu dreves, likali so na vodi, recimo na obroču, deski za surfanje ali v kanuju. Likali so tudi na plezalni steni, recimo. Res. In v uradni kapaciteti ima šport pravila, točkovanje in podobno. Presenetljivo ni toliko, kje likaš, ampak potem preverjajo, če je majica lepo zlikana, zato so več točk dobi. Tako da ne vem, kaj se ene doma pritožujejo, če lahko lepo na toplem, še televizijo zraven gledajo, veš, kaj ti hoče reči. Eni posamezniki, ljudje sicer nosijo likalne deske, recimo na vrh gora in tam likajo ali pa postavljajo rekorde pod vodo. Pred nekaj leti je na primer italijanski potapljač na dah postavil rekord, ko je zlikal majico 42 metrov pod vodno gladino. Kak je v vodi? Ja, kak je zlikal? Pač peglo je pod vodo, kaj naj rečem. Desko si je nesel dol, pa pegla je no, blez, pač simbolično bolj, ne? Ja. In ekstremno likanje je bilo tudi navdih za sorodni šport, ekstremno igranje čela. No, ful. Tak da? To je prvi. Ekstremno likanje. Ekstremno likanje. Všeč mi je. Ti je všeč? Grem. No, ok. Veš kaj, verjetno še nikoli se ni zgodilo, da bi recimo zjutraj v tem studiu, recimo, nekdo liko. Ja. To je kar ekstremno. Tak, da si res. Da bomo posneli, bomo rekli, trenira. Samo mi bomo rekli za življenje. Torek sam po sebi ni najbolj perspektiven. Gledaš, torek. Samo veš, koliko lepih stvari se je zgodilo v torek. Res? Ja.
Lahko bi bilo, da sem se jaz v torek rodil. Res? Nisem. Je dobro. Vidva veste, mimo grede, na kateri dan tedno sta bila rojena? Ja. Nimam pojma. Res? Četrtek. Tako jaz. Res? Matching. Fras, če pa ti zdaj ne bomo počakali, če pa ti zdaj pogledaš na svoj rojstni dan nazaj v koledarju, kateri dan je bil. Dobro, če samo vpišeš, kateri dan je bil pa tvoj rojstni dan. Ne, zdaj bomo ostavili, ker nima te informacije. Sreda. Ja, blizu, samo nisi glih tam, ne? Nisi glih med nami, ki vajbamo. Nimaš pravi vajbič, kot je rekla. Ne namečaš. Ne mečaš. Ja, sorry. Sorry, da živim, ne? Sorry, da livaš. Ne, to pomeni, da greš, ne? Okay, ne? Da lajfam. Da lajfaš. Ja, kakva ti lajfaš. Ok, no, tako da to je tudi mogoče ena mini zanimiva igrica, ki se jo lahko greste z enim, ki je še v službi, ker so vsi ostali na dopustu. Naš jutranji gost, moderator Marko Fras. Dobro jutro. Imata psa vidva? Ne. Poznata? Žival. Kot tako poznata. Veste, o čem govorimo, ko rečemo pes? Ja, več jih poznam. Več različnih, več sort. Ok, imate kako neprijetno izkušnjo? Obstaj, ok, to je, rečeš ne, tudi če je ja. Ok, da vam moram vse naučiti. Ne, zakaj? Ker če bi jo imela, je možno, da sta si kriva sama. Za tebe bi rekel, zajemo je verjetno slučajno. Ker so ugotovili, pazi, da imajo psi ob vseh izjemnih sposobnostih, ki jih imajo, izjemnem vohu, ne, in ostalih stvarih, močnih zobeh in vzdržljivosti in tako dalje, imajo prirojeno zmožnost, da zaznajo mentalno stanje človeka. Na nek način lahko berejo misli in prilagodijo svoje obnašanje glede na to, kakšne volje ste vi. Ja, zato ni čudno, veš, da te pes te ni v resnici vesel, ko prideš, on samo vidi, pun kufer, ima vsega, gled, kak je bogi, ga bom jaz se razveselil. To sem imela včeraj to izkušnjo. Si imela? Ja. Ko se tako razveselila, ko me je videla. Si zelo, kak je boga, ma si hrdela samimi butli. Da je vsaj jaz malo razveselim, ne, veš, je bilo to, ne? Prav zdaj razmišljam, kak bi bilo, če bi imel psa, pa da bi sam živel, veš, pa ko si tako na kavču popoldne, pa te pes gleda samo, pa sta v tišini. Daj nehaj iz glave vun. Malo je bilo čudno, zdaj ko to vem. Misli, nimam rad nutele. Cool. Gled, to je pač ena taka informacija, zdaj da veste in lahko bolje razumete te čudovite, srčne in zveste živali. Ok, jutranji gost, moderator Marko Fras in Frasova minuta drugič danes zjutraj. Tako, kot si rekel, včeraj fuzbala je konec, nič ni zagledati, zato sem poiskal nekaj manj poznanih skritih draguljev v športu. Dobro. Prej smo spoznali ekstremno likanje. Zdaj pa je čas za japonski ekipni šport Botaoshi. 2 ekipi, v vsaki 150 igralcev. Torej skupaj 300. In samo en cilj, prevrniti nasprotnikov drog oziroma steber. Okay, vsaka ekipa ima svoj drog, ki ga ob začetku igre postavi, tako da stoji gor navpično, pravokotno na tla, potem pa imajo 75 branilcev, ki branijo ta drog, in 75 napadalcev, ki napadajo drog nasprotne ekipe. Zanimivo je, ko sem gledal, nima neke ful zaščitne opreme, čeprav plezajo drug čez drugega, si skačejo po glavah in ne vem kaj, vse neko ono napavče lado imajo, tako, ne vem, pri kickboksu, a kaj je ona, ko je samo
tisto mehko okrog, ni cela. Ne? Nekaj takega in na koncu zmaga tista ekipa, ki drog nasprotne ekipe čim prej položi niže od 30 stopinskega kota. Ne rabi čisto na tla, pa samo niže mora priti. Sodnik določi, kdaj dvigne zastavica. Če so, odkar smo gledali tisti Takeshi's Castle pred desetletji, je bilo jasno. Japonci, ne? Nekaj posebnega. Ok, zanimivo. Grem zdaj takoj googlat, ker me zanima, kako to izgleda. Poglej se. Napada 300 Japoncev. Ja. Torej, ideja nema in naš jutranji gost, moderator Marko Fras, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In ne boste verjeli, v letu 2026, ko smo mislili, da smo že vse videli, vse našli, da imamo vse katalogizirano, da imamo vse določeno, so globoko v deževnem gozdu, globoko v džungli Konga našli novo vrsto opice. In ostaja odprto samo eno vprašanje. Marko, si pripravljen? 3, 4. Ki si hodla, Ema? Ja, dobro jutro, Tine, tokrat živo. Dobro jutro. Tine. Je klepno avto, pol? Je klepno. Dobro, super. Lepo. Ampak lepo tudi včeraj, da si mislil na svoje poslušalce. Ja, nisem jaz tako frasa, recimo, ne. Da pač gre pa pol, ker nič ni, ne. Ja, ali pa Jeger, naprimer. Ja, Jeger je Morjo. Pojma nimam. Nič se ni Če nič se ne javi, nič ne obstaja. Mogo bi si nekaj doti večerni list kupiti, pa prebrati, če je kaki Riđo Kosi Slovenac pravijo. Naranđa, ne? Ok, dobro. Veš, kaj sem tu zbral enih par mitov otroških, s katerimi so nas, ne vem, zdaj rekel strašili, niso nas strašili, ampak gnjavili so nas, ne? Dobro. To za tebe še zdaj velja, ker si tak na pol otrok, Ema. Ok, povej. Dobro, to vemo, ne, da zlata ribica nima 3 sekunde spomina, ampak... A jaz mislim 3 šel, če si rekel otroške. Ja, mit. Da ne bi koji krape ulovili. To ni mit, to je res. Ja, ok, pardon. Ne, skratka, nima 3 sekundnega spomina, ampak ima kar nekaj mesecev, ne. Tako da to so nas nastrali. Pa to ne hodi ven z mokro glavo, ker žbolan. Nima absolutno nobene veze, ker si pač imaš virus ali imaš neke bakterijo, zdaj zaradi mokrih las ne boš. Daj si kapo gor. Daj si kapo, ker boš. Nima veze. Bik ne reagira na rdeče, ampak ne vidi barve. Na miganje. Samo pač bolj se vidi rdeča, ko gledamo. In to je hecno, da sploh veš to prepričanje, ne? Živali nasploh ne vidijo barv, vse velika večina njih ne, tudi te, ki živijo v gozdovih, ne? In zato veš, ko rečejo, ne, lovci, to je pač simbolika, da so zeleno oblečeni, nas zeleno plačajo, da te živali ne vidijo. To da vas mi, ne, vidimo. Ali pa žal včasih drugega. No? Ne uporabljamo 10% možganov samo. Ne. So delali teste in skoraj so ugotovili, da 5. Skoraj celotne možgane skozi cel dan uporabljamo. Če se dotaknemo malega mladiča, ptiča, ne pomeni, da ga bo mati zapustila, ker v bistvu so ugotovili, da je vseeno materi. Ja, grabi ga, ne si ga. Ne si ga, takih imam puno. Veš, ko smo še bili tak na pol froci, da hitro se obri, da bo bolj debelo nazaj zraslo. Ja. Ne bo, ne. Tudi ne. To so nas pač, ja. Otroštvo si imel nič zdaj. Lisi se hotla obri. Ti si se pa tak brila, ne? Otroštvo si imel. Časova minuta 3, ker pravilo je, ko prideš v gosti, moraš prinesti kak dar pozornosti. Tako danes prinašam... Časova minuta 3, to je njegov dar. Nenavadne športe, brez žoge, ki bi morda utegnili zanimati
športne navdušence. Zaenkrat ti slabo kaže. Ja, namreč spoznali smo danes ekstremno likanje in pa japonski ekipni šport Botaoshi, v katerem sodeluje skupaj 300 igralcev. Ja. Zdaj pa morda nekaj zate, ker si vseeno pač v borilnih veščinah in ker si tudi pameten. Ja, okay, pa če torej... Okay. Šahboks oziroma chessboxing je pač en šport, ena runda šaha, ena runda boksa, zmaga tisti, ki nokautira ali pa matira. Sicer dvoboj traja 11 rund, začne in konča se s šahom. Vse skupaj se odigra v ringu, kjer se s stropa spusti igralna miza za šah. In šahboks je tudi najbolj organiziran šport od teh, ki sem jih naštel danes zjutraj. Več držav po svetu ima svoje šahboks organizacije, odvija se evropska in svetovna prvenstva. In zgleda svetovno. Jaz bi stavil bolj na boks, čeprav. Mislim, jaz znam in boks in šah. Res? Ja. Te pa bi lahko vidva to probala. Prav znaš šah ali veš, kako se premikajo figure? Znam ga špilam. Prav? Res? Ja. Katera je tvoja najljubša otvoritev? Ne, figura. Kraljica. Ne, otvoritev. Veš, kaj je fried liver attack? Ne. Veš, kaj je sicilijanska obramba? Drži se boksa. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.